Milo rase Vitica, Vitica življenja Mila. V tokratni ediciji bosta Karba in Dazaza gostila dr. Antona Mavretiča, profesorja, raziskovalca in konstruktorja instrumenta uporabljenega za delovanje prvega Voyagerja. O nasi, Voyagerju 1, Voyagerju 2 in vesolju uopće se bodo duše izlivale v sredo, 23. oktobra ob 20:30 na 89,3 MHz. Depro na kvadrat podpira Evropski parlament. Depro na kvadrat najdeš na radiostudent.si poševnica Depra 2. Danes, ta dan, imamo eno izjemno priložnost, tako tukaj v Ksevtu, kot tudi priložnost na Radio Študent, v etru Radia Študent, gostiti človeka, ki ga pa ne bi mogli kar tako ali kadarkoli. Za nami je dr. Anton Mavretič. Zdaj, z eno besedo je zmeraj težko opredeliti človeka. Rekel bi predvsem raziskovalec, inženir, inovator. Mislim, da bi se tukaj nekje lahko iskali, mi vsi trije nocoj glede vas. Opravili bomo približno 1 uro dolg intervju, na koncu pa seveda bomo prepustili prostor tudi vam za kakšno vprašanje, za kakšno odprto zadevo v zvezi z vsem, kar bomo danes, o čemer bomo danes govorili. Dr. Anton Mavretič, prav lepo dobrodošli med nas v naši družbi. Hvala lepa, da ste me povabili. V veliko veselje nam je. Hvala. Zdaj, najbrž bi bilo primerno, da vas še nekoliko podrobneje predstavim. Se pravi, gospod dr. Mavretič je dolgo leta deloval v raznih raziskovalnih inštitucijah onkraj luže v Združenih državah Amerike. Sicer pa je bil rojen leta 1934 v Beli krajini in od tam po drugi svetovni vojni sledil povabilu svojega strica Majka v Ameriko, kjer je se uspel dokončno profilirati tako kot raziskovalec, znanstvenik in inovator. Koliko let, če štejete, zdaj ta vaša raziskovalna pot že traja? Od cele študije to je sigurno okrog 50 let, če ni več. Se pravi, potem, ko ste prišli v Ameriko, ste najprej tam študirali? Ja, jaz sem tam dokončal študije, ki sem jih začel v Ljubljani. Tam sem končal bachelor's degree, master's in PhD doktorat. In razvojno delo se začne šele po zaključku doktorata ali pa že prej. In od takrat naprej se človek bavi s tem razvojnim delom v svoji stroki. To se je dogajalo do zadnjih nekaj let nazaj. Torej, jaz nisem nikdar sanjal o neki upokojitvi ali da bi se odstranil od poklica, ki ti je pri srcu in s katerim živiš celo življenje. Pač tako je. Če smem še to vprašati, vaše prvo veselje ali pa ta interes, ta iniciacija v raziskovalno delo pravzaprav ni potekala skozi veselje do vesolja, ampak čeprav vem, vas je najprej zanimalo vse, kar je bilo bolj povezano z elektriko, z radijem. Tako. Ja, moram reči, da prve stike z elektriko sem imel
takrat, leta 1946, ko sem bil mlad fant in so začeli napeljavati, bi rekel, elektrificirati Belo krajino in v našo vas so napeljali elektriko iz Metlike gor, slavna vas, Metlika, in moj oče je bil tak, bi rekel, velik entuziast, da so to čim prej je prišlo v vas in v naši hiši je najprej zagorila luč. In že to, ko so vsi ljudje hodili tja in gledali to Bogu eno žarnico, ki je svetla v hiši. Ja. To so se spomnili, so jo hodili tudi prijet, pa so se spekli, pa tako. In je bilo to debata še in še. Kakšno čudo je to. Koliko časa je držala tista žarnica, se še morda spomnim? Niso zdržale dolgo in to je bil problem, da žarnic ni bilo, elektrika je bila, pa žarnica pregori in je to veliko reč, da si dobil novo žarnico in po navadno 2 in 3 in tako naprej. Je bilo še dalje več žarnic. Ampak kaj je še bilo? Začeli so kopati po hiši dol, postavljati te cevi v zidove, nemški ujetniki, ki so pa, bi rekel, da z njimi so delali tudi slovenski fantje, ampak se mi zdi, da so tile ujetniki jih učili. Jaz sem zdaj pozabil vse detalje, ker je to dolgo nazaj. Ampak se spomnim enega nemškega ujetnika, ki ali se je pisal Guzl ali Gisl ali nekaj takega, ampak je delal vse z levo roko. On je z levo roko črtal in kopal in tolkel, ravno tako kot moj stari oče. Moj stari oče je tudi levičar in je imel tudi sekiro, ki je na levo bila obrnjena in vse te stvari. Jaz sem pa prvič videl enega človeka, ki res dela resno profesijo z levo roko, pa tako zanimivo je bilo. Vi ste dokončali, Izvoli, Peter. Če se še samo nekoliko dotaknemo te vaše poti potem v Ameriko, vi ste potem diplomirali v Ljubljani? Ne. Jaz sem v Ljubljani končal samo 2 letnika. Aha. In potem je že sledila... Pravzaprav moram tako reči. Leta 1953 je prišla teta, torej žena od mojega strica iz Denverja v takrat Slovenijo na obisk. Ja. In stric je imel samo eno hčerko. Je rekel, da ti pa zdaj, to je bilo, ko sem jaz ukončal srednjo šolo, maturo, ne. Zdaj, jaz sem bil pripravljen naslednje leto, 54. v prvi letnik. In je rekla teta, ti kar pridi v Ameriko, ki bo stric, to se je plačal, to ni problem, ti kar pridi tja. Kako ne ti greš mlad fan iz Jugoslavije takrat, ne, to so tiste fundamentalne napake takrat, da niso pustili ljudi študirati, to je noro danes, ne. Ampak v glavnem mi je vzelo od leta 53, je vzelo 4 leta, do 57, da sem jaz dobil izhodno vizo. Razumem. To je tako neumno, ne, da nas je tudi noben razmišlja, ne. Ampak to so bili tisti časi. Tako da sem jaz pač končal 2 leti v Ljubljani in sem potem nadaljeval v Denverju in potem se je pa začelo, ne. Jaz drugega posla v Ameriki nisem imel pri stricu kot študirati. Ja. Mene stric vozil v avto na univerzo, tam dol oddal, pa me je zvečer pobral, pa sem šel domov, pa tako naprej. Hvala lepa. Ja, lep pozdrav najprej še iz moje strani. Lepo pozdravljam tudi zbrano publiko in pa seveda najinega gosta. Zdaj, vi ste šli potem takrat, če se ne motim, iz Rijeke z ladjo v Ameriko. Ja. Nekaj, kar je za našo generacijo, ki se tudi seli po Evropi in tudi čez lužo, nekaj popolnoma nepredstavljivega. Pa me zelo zanima, kakšna je bila ta pot z ladjo takrat v Ameriko in kaj vas je pol tam čakalo, ko ste prišli. Zanimivo vprašanje, hvala. Moram reči, da sem jaz si karto sam kupil takrat
ker sem jo zaslužil denar s tem, da sem popravljal radioaparate. Ker sem že kot mlad fant sem znal, kako se radio popravi. Ne? In sem si toliko zaslužil, da sem si kupil karto iz Reke v New York. Od tam naprej mi je stric poslal naprej letalsko karto iz New Yorka v Detroit, pa Omaha, Nebraska, pa v Denver, da sem letel. No, z ladja se je takrat imenovala Hrvatska, ki je imela, meni sedi okoli 50 potnikov gor, ostalo pa tovor iz reke. In tiste ladje so tisti časi spremljali po radiju, kje se te ladje nahajajo. Tako da so moji starši so vedno prisluhnili na radiju, kje je ladja Hrvatska in tako naprej. Potovanje je trajalo koliko časa takrat? 3 tedne. 3 tedne. Ja, mi smo potovali iz reke v dol v Casablanco. Casablanco, vam tam en primer povem v Casablanki. To je bilo leta 57, enkrat novembra. Leta 56 so v Maroku kralja, so Francoze vendar, tako moram reči. In pridemo v Casablanco, vsi spomeniki so bili dol, so jih podrli. Ne? Jaz sem pa hotel tam nekaj dolarjev omenjati, sem šel v banko, je pa menda enih par bank delalo tam. Oni so bili svobodni, pa niso znali delati. Biznis pa ni laufal. Prideš tja in je en Arab jim je delal z denarjem, zraven pa 2 Francoza sta gledala, jaz rekel, pa kakšna svoboda imate vi to, da je bilo prav neumno. A na poti do banke so pa ljudje tam sedeli v prahu, prodajali pa baranče, pa take stvari, to je bilo neka beda je bila, se mi zdi. No, na ladji, moram reči, je bilo pa morda 10 študentov iz Beograda. Ampak takrat je bila Slovenija vedno nesla zadnji rep. Teh 10 študentov so bili štipendisti Fulbrighta ali pa štipendisti kakšnih ali pa Jugoslavije, jaz sam ne vem. Ne. Imam zapiske, tega bom enkrat pogledal tole. So šli študirati ali medicino, ali noben ni študiral inženirstva, kot sem jaz, so vse take, rekel, humane vede. V glavnem medicino, pa druge stvari. In ti fantje so bili zelo na visoko nogo nasajeni, ker so šli študirati tam vse plačano, jaz sem šel pa privatno. Ne. Tako da, medtem ko so pa v Ljubljani, moji kolegi so mogli se plaziti preko meje, pa so jih streljali. To spet ni bilo prav. Tam sem srečal sicer drugo plast, kaj se je dogajalo. To me je zelo motilo, še danes me moti, je to neumno. Razumem. To bi vas vprašal, ko pridete v Ameriko, se vaše polje delovanja morda spremeni napram vašim pričakovanjem. Naenkrat po 2. svetovni vojni razvoj vesoljskih tehnologij, vi tako rekoč morda celo padete v neko jedro tega, kako razvijati instrumente, merilce na vesoljskih plovilih, ki merijo, bi temu rekel, intenziteto, smer plazme v vesolju. Kakšen izziv vam je to takrat predstavljalo, ker gre v bistvu za drugačne frekvence, drugačen tip in vas je vesolje že prej zanimalo, kako ste se dejansko kot nekdo, ki je se prej ukvarjal z radijskimi tehnologijami, znašel v polju raziskovanja tehnologije za vesolje? Ja, to je lepo vprašanje, ampak je dolgo. Najprej bom zelo dolgo. Tako bom rekel, ko sem prišel v Denver, jaz sem vse prevode
prevode iz svojih izpitov in tega iz Ljubljane. Sem prišel tja k dekanu na univerzi v Denverju in tako pogleda dokumente in pravi, o moj bog, preveč J je noter v tem mestu, kako naj to jaz izgovorim? On seveda, če ti v angleško gledaš, ne moreš govoriti te J-je, ne. Ko sem ga učil, da jih naj ven spusti, pa da probamo še enkrat in tako je končno se je naučil izgovoriti Ljubljano, ne. Jaz mlad fan sem mislil takrat, ne, v svesti, kako Ljubljane vrti. Jaz sem bil na univerzi, to je bilo strah in trepet biti na univerzi, ne. In prideš pa tja in ti dekan podvomi v mesto, kaj šele univerzo, o tem bo ti pozneje vprašal, ne, to je bilo strah, tudi da me je drugi strah v glavo dal, ne. Tako da ni bilo lahko, ne, in pa je moja sestrična, ki je tudi znala nekaj slovensko, se tudi ona smejala, ona je bila sploh tako brezdavica, tako smo vedeli. In kaj on naredil? On je rekel meni, če da bom dal za ponoviti en predmet iz prvoletnega, en z drugega, pa en božga z tretjega, pa angleščino, rekel, če to naredi z B ali pa sprav dobro ali pa odlično, ti vse priznal. Jaz nimam pojma, ki je to. On je pa še privlekel en zemljevid, na katerem Ljubljane ni bilo. Gor je bil Zagreb, Beograd, Budimpešta, Praga, pa tam, recimo Milano. Pa sem pa tako, na grobo pokazal, to je tisto razočaranje, ki ga dosežeš, ko prideš tja. Torej se pravi... Torej, to je začetek tega vesoljskega dela. Ampak to počasi preživiš. In kaj je meni stric rekel? Je rekel, ti boš uspel samo, če boš ti enak ali pa boljši od Američana. Če boš slabši od njega, nikamor ne prideš. Če pa boljši, bodo pa takoj prijatelji s tabo. In to še danes velja to pravilo. To pravilo velja po vsem svetu. Če si ti prišle za deželo, se moraš izkazati. Če se pa ne izkažeš, boš pa se zgubil v tistem močvirju države. Ne? Dobro. Za vesoljske raziskave moram reči tako, da moj doktorat je bil iz ionosfere. In mi smo takrat leta 1966, jaz sem zgradil svoje instrumente za merjenje elektronov v D ionosfere, to je od recimo 70 km pa tam do 110 km tega. To je zadnja ta plast. To je najbližja nam. Najbližja Zemlji. Najbližja plast ionosfere. Prva plast ionosfere, ki je bližje Zemlji in ta recimo je navzoča samo podnevi, ker je toliko fotosinteze od Sonca. Po noči pa ionosfera zgine in se ta ionosfera zadiha na višje, na 110, 120 do 300 km, zato pa po noči lažje radio slišiš. Ker se spodnji del zgine in se ta ionosfera zadiha gor. In pa seveda valovi se odbijajo od teh elektronov. V bistvu je bilo to, koliko elektronov je na kubični centimeter ionosfere, ki ti ultravioletne žarke ubijajo v eno kotline in se elektroni spustijo. In oni lebijo, dokaj se nekam drugam ne primejo. Se pravi to prisotnost ultravioničnih žarkov, ki vpliva na to plast ionosfere, povzroča na kateri višini in kako gosta je ta ionosfera. Ta gostota elektronov. In jih moraš zmeriti, recimo, če greš od Zemlje gor, izmeriš, koliko jih je tu, pa če dalje više gor jih je več in več in več, poviš pa bolj bi rekel, v vakuum, bolj jih pa spet dalje manj, pa spet zginejo. Torej, to je ta plast, v kateri se tudi nahaja CO2. O tem bo pa lahko pozneje nekaj rekla. To se pravi, ker sem jaz imel svoje izkušnje pri izdelavi instrumentov za raketo, jaz sem razumel plazmo, ne bi enostavno plazmo, če bi rekel temu plazma, ionosferi,
Torej, moj doktorat je bil zanimiv zaradi tega. No, in ko sem jaz to končal, je bil razpis na MIT-ju v Cambridgeu. Je bil razpis za glavnega inženirja na eni predhodnem projektu pred Voyagerjem. Okay. No, in na tem razpisu jaz sem bil povabljen od enega profesora Bridgea. On je bil pa operacijo 1 leto prej na srcu, je ta revež tako govoril z mano potihem. Jaz sem sam vedel, da je bil za MIT-ja, ne. Ker sem imel več drugih intervjujev. In sem rekel, ja, da me zanima, da bom prišel na intervju. Sem prišel na intervju, smo začeli debatirati o tem novem projektu. Ja, jaz sem padel pri mizi, je bilo 6 fizikov z MIT-ja, pa jaz sem inženir in padel še to grupo. Oni so imeli sestanek, kaj bi delali, jaz sem kar not padel, ne, veš, to je bilo, to ni lahko za mladega inženirja. No, ampak jaz sem to vedel, da se moram takoj vključiti v to njihovo debato in tako, verjetno sem dobro naredil, ker sem me bolj sprejel, ne. Odlično. Pol, kaj ne še rečem. No, potem sem tam bil 10 let na MIT-ju po doktoratu. In medtem smo naredili tale Interplanetary Measuring Platform prvi, za probo, bi rekel. Poslali so pa zares, poslali so pa za Voyager, ne. Tako da je ista grupa. Če hočeš ti kaj dobrega narediti, ne moraš ti skozi menjati ljudi, pa premikati sem, pa kaj pa noga nastaviti, pa to je potem tako kot rana, ki se ni zaceli, ne. To ne moraš delati. Nastaviš ljudi, odstaviš ti, ki niso dobri, in s to grupo ti moraš pripeljati. Voyager je pa imel končni datum določen, avgust 77, to leta 73 smo mi že o tem šli. Se pravi, da datum je narejen, do tega datuma bo to končano ali pa neč. Razumem. Na MIT se ne bo blamiral, če ne bo imel dobro grupo, da ne bo to končano. To ne gre. Ne. Zdaj, nekaj smo že rekli o tem, da ste se vi veliko ukvarjali z inštrumenti za merjenje plazme, ne? Ja. Zdaj, jaz sem družboslovec in kot družboslovec seveda ne vem prav veliko, zato bi vas vprašal... Ne, veste veliko od družboslovcev, vsak človek ve veliko. Kaj je zdaj, nekaj smo že rekli o tem, ampak za laike, kot sem sam in kot je mogoče še kdo od poslušalcev, kaj je zdaj ta plazma in zakaj jo je potrebno meriti na vesoljskih plovilih ali pa sondah, recimo? To je tako. Zemlja, človek more, zemlja kot taka je treba pogledati, kje je. Če se človek zamisli, da je ta zemlja lebdi tam v vakuumu nekje, daleč od sonca, in kako mi ne izvemo, kaj se s to zemljo dogaja, kot da poletimo stran in pogledamo nazaj. Če jaz stojim na tleh in hočem vedeti, če na kakšni žuželki stojim, jaz moram stran stopiti, da jo pogledam. Isto je na tem. Mi moramo iti iz zemlje ven, jo pogledati, kakšna je. In torej, če bi nas zanimalo, če je življenje na drugem planetu, recimo Marsu, da bi če bi bilo, potem bi mogel ti ven iz zemlje, pogledati na zemljo pa reči kot nalogo. Ali jaz lahko spoznam iz recimo 200 km ali pa recimo 1000 km dolč, pogledaš na zemljo, a bi jaz lahko rekel, da je življenje na zemlji. To treba narediti, ne? Pa reče, zdaj bom šel pa mimo Marsa, bom tam pogledal. Slika bo ista, a lahko jaz vidim, a je zemlja ali ni, ne? To so bile takrat osnovni principi. Moramo ven stopiti pa nazaj pogledati. To je bistvo vsega. Ne? Zdaj pa, med tem časom je bilo že veliko satelitov okoli Zemlje, mi smo to skozi nazaj gledali, ne? Pa na Luno smo šli, pa vse te stvari. Pa smo videli, to je prah, ker ni šanse.
Zakaj? Zato, ker ni atmosfere. Če ni atmosfere, šansa za življenje je skoraj nič. Ne. Lahko je življenje pod zemljo ali pod plastjo planeta, lahko da je. Treba ugotoviti, če so tam pogoje, če je tam kisika, če je tam voda in te stvari. Ne. Torej, zdaj, leto 1977, znanstveniki v Ameriki so razmišljali takoj o tem, kako bi mi čim dlje šli pa pogledali vse planete. No in možnost je bila, da se obiščejo vsi ti planeti z enim poletom. Ta polet je drag. To so, takrat, leta 70, je bila možnost, da ena sonda, to je Voyager, poleti mimo Marsa, Jupitra in Saturna, in da ob enem, oni so zelo na velikih razdaljah, ne, in vsaki 200 let so oni v takim položaju, da se da okrog njih iti, pa ko gre mimo, kot fračev, ga požene naprej, pa gre ga še bolj požene in da lahko potem gre. Se pravi, situacija zemeljskih, vesočnih planetov je bila taka, da je bilo to treba narediti ravno takrat. Ne. In seveda, instrument gleda to, instrumenti je bilo toliko gor, 9, zdaj je samo še 5 dela, tako da kaj smo bili hoteli? Mi smo hoteli ugotoviti, ali ima planet, recimo, magnetno polje. Ker če ima magnetno polje, pa tudi so velike možnosti, da je atmosfera. Morda ne taka, kot je pri nas, dušik pa kisik, morda je pa kaj drugega. Veliko je metana posoda v takih strupenih plinov. Ampak to se da ugotoviti. Se pravi, smo merili magnetno polje planetov, kamere od profesora Sagana, ki ga tudi dobro sem poznal, dokler je še živ, so gledale površino in planet, kako izgleda, in to ste vsi videli, to se danes lepo vidi. Torej, ves niz tih eksperimentov gor, ki so vse to merili, med drugim pa tudi merjenje plazme. Plazma je pa to tak zelo širok pojem. Ne. V bistvu solarni veter je tam ob koroni sonca, zadnji del je korona, in tam sonce bruha veliko energije. To se včasih zbruhnejo pasovi, ki so morda tako veliki, kot je Luna ali pa Zemlja, ki se utrgajo in bežijo, pa se merijo ven. Ne. To so na koncu, kaj je to? To so protoni in elektroni v raznih energetskih nivojih. Eni so od 10 elektronov, takih so zelo šibke, grejo kot prah, eni so pa bolj močni in tako naprej. Ja, to je treba zmeriti. Če mi o tem samo debatiramo, karkoli na svetu ti samo debatiraš, pa ti to ne znaš zmeriti, a je to res. Potem je to en larifari, to ni čistočno, ne? In vam eno zgodbico povem, za študente bo to zelo dobro. Samo če smem, a tukaj gre dejansko za merjenje električne napetosti v plinu? Je to? Ne, to je merjenje, recimo, vi ste še premlad, morda ne veste, da je v elektronke stare, če si zažaril, pa so zažarele, pa je radio odspilo, ne? Če ste videli, kakšno elektronko. Aha, da je najprej se elektronka morala vniti, da je lahko radio. To se pravi, da če ti nekaj zažari, ti elektroni ven skačejo. Oni, bi rekel, elektroni skačejo ven, to je zanimivo, kakšno žico ti se greješ, da je čisto rdeča. Kaj je to rdeče? Elektroni so bili nagnani ven z energijo ven in se držijo tam okrog tega. In ko oni so elektroni iz enega obročka atomskega so šli na višjega, in ko se ohladi, skoči dol in zavpije, vroče mi je. In je to rdeča svetloba. In ti so se ravno tako utrgali z vročega iz površine sonca
in zdaj so šli vse merje. In ti elektroni so ene vrste tok. In ta električni tok se da zmeriti, ampak to je zelo šibko. Se da šibko. In se veliko večji tak tok bo naprimer pri Merkuriju, malo nižji bo pri Veneri, malo nižji pri Soncu in tako bo skozi pada, ko greš stran od Sonca. Hkrati ste pa prej tudi omenili, da atmosfera planetov, ki ste jo tudi takrat skušali določevati, če smem najbolj splošen izraz reči, ščiti pred tem, da bi ti toki elektronov neposredno prodrli skozi atmosfero in recimo na Zemljo. Prišli na Zemljo. Ja. Ok. Torej, tako je. Naša Zemlja je še vedno zelo izpostavljena tem radiacijam protonov in elektronov. Protoni so malo težji, elektroni so malo lažji. Okay. In oni letijo, to se vidi, oni grejo vse smeri pravokotno iz Sonca, bežijo vse smeri. Ne? In ko pridejo do Zemlje, recimo, da je to Zemlja, mi imamo zemljsko polje, magnetno polje. In to polje gre, recimo, severnega, to so te namišljene silnice, tako. Ne vidimo, ne? Ampak so. Okrog vsi rotacije. Noben je še ni videl niti potipal to silnico, ampak je. To se pravi, gre tako okrog, ne? Zdaj pa, če se mislite, da prileti tam gor en velik delček, ki ima ene vrste prah, prah, ki ima strašno energijo, s hitrostjo leti, ne? In prije tu magnetno silnico, silnica gre tako dol, pri ekvatorju je pravo, ki gre tako, in če prileti ta proton pravokotno, se zavrtijo kod njega in tam obstane. Okay. In ti pasovi magnetnega polja, kjer se to ustavi, je nabito in se imenujejo Van Allen belts. To so Van Allenovi pasovi. Moj kolega na univerzi je bil študent tega profesora Van Allena iz Iowa. To se tam se ustavi in to je nabito. To je približno od 6000 km do 12000 km daleč. So te Van Allenovi belti. Če pa prileti recimo elektron z drugim kotom, pod tem kotom dol, da je recimo 7 stopinj v konusu, potem ta elektron se bo zavrti okoli magnetnega silnice in se zaleti ali južni pol ali severni pol in to je Aurora Borealis, ki se sveti gor. In ti oboji elektroni stremijo v smrt. Ok. Hvala lepa. Ja, res je vznemirljivo. Nekaj smo že povedali o tem, ampak danes imamo gosta, ki je sodeloval pri projektu Voyager 1, ne? To je trenutno... In 2, seveda, ampak Voyager 1 je pravzaprav edini objekt človeških rok, ki se trenutno nahaja že izven našega Osončja, ne v medzvezdnem prostoru, je že. Ja, v bistvu mislim, da sta že oba. Sta že oba, aha. Do kam je realistično pričakovati, da bo pravzaprav sonda sploh prišla? Tako je. Sonda potuje približno tako. Naša sonda Voyager, bom tako rekel, bo potrebovala 38 000 let, da bo prišla v bližino ene zvezde, ki se imenuje A238, ena številka ima, ne vem na pamet. Torej, Voyager 1 gre po drugi poti, ker Voyager 1 ni šel na pot na Saturn, on je šel drugo pot stran in gre bolj južno. Voyager 2 je šel pa naše, da je obiskal vse planete, je malo bolj počasen in zaostaja, gre pa v drugo smer. Torej, če je to plošča, ki se vsi planeti vrtijo, ona dva gre se takole, so naravno, vsako svojo smer. No, ampak zdaj bo pri tem ostati. Se pravi, Voyager potuje s to hitrostjo, da bo, recimo, kaj s svojim tam 17 000 km na sekundo, tako nekako.
ali je mil, se sem pozabil. Torej, s to hitrostjo on posuje sorazmerno počasi, da bi on prišel kaj prej do bližine kakšne zvezde. Recimo, če bi šel s svetlobno hitrostjo, bi prišel 2 do 3 tisoč let recimo svetlobno hitrostjo, to je bližje. Ampak kaj je zanimivo? Če mi pogledamo, da so v Mezopotamiji je Humarabi zagone pisal v klinopisu, v tisti plošči, pejte v British Museum, pa ste videli konjenik, lepo naslikan na lepi proniti plošči s klinopisom zakone je pisal. Se pravi, da mi svet kot tak poznamo, bi rekel, pismen svet, bi rekel, temnih 5000, 6000 let, morda ne, maksimalno. Voyager bo potreboval 38 let, da bo morda prišel v bližino kakšne zvezde. Se pravi, da je to zelo, zelo dolga pot. Zelo, zelo dolga. In kaj se bo med tem časom na Zemlji zgodilo, jaz ne vem. Vendar, moj kolega, se to boste bolj da slišali, ko so prišli tile fante v Ameriko, intervju od moje kolege, jer moj kolega na MIT fizik je rekel, velike šanse so, da bo Voyager preživel življenje Zemlje. Torej, en delček Zemlje, kaj je Voyager, je skupek vsega materijala, ki se ga morate izmisliti na Zemlji, je to in je to odšlo. Torej, to je ta delček, koliko so delčki iz Sonca prišli do Zemlje, mi smo pa še nekaj novega poslali naprej. Torej, zakaj bom tako rekel? Torej, na Soncu je goriva še, pod narekovaje goriva, tih večnih atomskih eksplozij se bo za 4 milijarde let. To je tudi življenje Zemlje, kot materije. To človeštvo se mi zdi nekako čudno v zadnje čase, da ne vem, če bomo to preživeli toliko časa. No, vendar je tako, da Voyager bo verjetno preživel Zemljo. Zdaj pa, če lahko vpraša, ali bo Voyager kdo pobral, ne, to ni šans, ne. To so bolj filozofska vprašanja, ne. Pa tudi, če ga bi pobral v tem vakuum pri taki nizki temperaturi, je to vse skrčeno, ti materijali so zelo krhki, če bi ga tako malo udaril, bi se sesul v prah, ker je obogreje še tako ohlajen. Vendar notranjost, tam, ki je vsa elektronika, oddajniki in naši instrumenti, da ti radioaktivni generatorji grejejo, da je noter recimo plus 16 stopinj. Tako da vse lepo še dela. Kako to me zmeraj zanimalo, kako to, da ga nič ne zadane na tej poti? Zato, ker vse prazno. Ni nič. Nobenih kamenčkov pa nič. Ne. No, mi imamo tudi, če pogledate na sliki, tam ostaje, boste ta oktagon, so take ploščice, ki so ravne, pa so tako narejene odzad za anteno. To je ogromno stvari na Voyageru, kjer ljudje samo vidijo tisti krožnik, ne, ogromno stvari. No, tiste ploščice so narejene, imajo občutljivo materijale, če prileti, recimo, kakšen prah, materija, ki lahko zvagaš, stehlaš, če prileti na to površino, bi zaznavali, da prihaja en prah kakšnega medplanetarnega materijala. Te materijali so in si jih je on zaznaval, ampak so bili prešibki, da bi kaj poparili. Torej, ko bomo mi v bližini zvezde, čez 38 let, bo Voyager bombardiralo zopet neko radiacijo, slično kot ga je, ko je šel mimo Jupiter. Jupiter je zelo radioaktiven. Se pravi, da če bo šel preveč blizu, mi ga ne bomo kontrolirali več, on je dobil tisti zagon, zdaj on leti in ga bo moglo posesati neka zvezda nekje čez 38 let.
To bi vas vprašal, prej ste omenili sonce, govorili smo že tudi o tele elektronki, ki zažari in oddaja elektrone, govorili smo o tem sončevem vetru, no, morda ne toliko, ampak o plazmi pa smo nekaj rekli. Nekaj mi pri razumevanju tega, kako zvezda deluje, ni čisto jasno, ne. Zdaj, nas so v osnovni šoli učili, da do neke kemijske reakcije pride, kadar imaš snov A in snov B, recimo, da sta to v našem primeru vodik in helij, in ko jo daš skupaj, ona dva sprožita neko reakcijo. Ampak kaj za vraga je postavilo helij in vodik na neko točko v vesolju tako skupaj in jo drži toliko skupaj, da sta se ona dva pripravljena toliko kregati in ogrevati in osvetljevati so naše osončje. To mi ni čisto jasno. Ne hočem zdaj jaz tukaj karkoli vmešavati zraven, ampak kako ste lahko prišla skupaj, pravzaprav, če pa se tako ne marata, ne? Oziroma, ne vem, če sem prav sploh povedal. To je zelo zanimivo vprašanje in lepo ste ga povedal, moram priznati. Torej, helij in vodik sta primarna plina, ali kakorkoli, lahko sta tudi tekoča, ne. Ko pridete skupaj, če pridete preveč skupaj, helij reče, ti boš pa moj, ti boš pa vodik. Če pride pa vodik zraven, ti boš pa moj, ti boš pa helij postal. Aha, se pravi, drugega to je ena borba, ki je tudi v živem bitju. To je materija, seksualna materija, kot narekovajamo. Da se hoče združiti, pa ne gre, ker sta vsak svoje. Aha. In ta borba, govorim primitivno, in ta borba je večna. In je tega, torej, tam noter je tudi drugih plinov in drugih materij, ne. Vse materije, ki jih imamo mi na Zemlji, so tudi na Soncu. Ampak te mase so strašansko velike, ker se vse skupaj skrčilo dol. Pa tudi homogena. Ja, to je namreč in težko. In da je težko enemu, torej, ko vodikov atom pogleda helij, pa pravi, jaz bojem stran od tebe. Ampak so pa razdalje strašansko velike in teža in on se bori in morda čez kakšnih 1000 let pride iz centra na vrh, da se pa bolj na hladnem, pa zgine. To je večno ta atomske eksplozije noter, ki bodo trajale recimo 4 milijarde let in se bo potem, ko se utrga ena masa, recimo na Soncu, ki je težka kot Zemlja, to se pozna Soncu, teh dni. Oni se osvojili, grejo za lebdijo po svemirju. Torej, končno enkrat bo tega konc. Te materija se bo rešla, da gori in se bo šla. In takrat se bomo tudi mi ohladili in bo Zemlja, torej nas bo zopet lahko, da bo pa takrat Sonce v našem na Mlečni poti lebdelo in ga bo ena večja zvezda posesala, kaj je v materialu ostalo, ko je sesal, bo pobrala satelite in bo zopet neka nova masa nastala in to se bo nadaljevalo v neskončnost. Se pravi, potem, ko bo Sonce konec, se bo nekje spet nekaj drugega strnilo v neko novo zvezdo. Kot mi vemo, materija je neuničljiva. Nič ne moreš uničiti, lahko pa samo spremeniš iz enega stanja v drugo. Pa to je ena velika dilema tukaj, tudi na Zemlji, ne? Je ta, bi rekel, brutalnost politikov svetovnih, ne? Oni mislijo, mi lahko vržemo v vsemirje 10 bilijonov ton
izgorenega goriva, to ni nič, vse bo v redu, vse bo okej. Pa ni okej. Okay. A ne? Torej, ker si jaz izgorim en tank benzina, ki tehta recimo 50 kg, Tako? je še vedno 50 kg šlo skozi izpušnik in je šlo vse mere in gor ostane. Nobenega ni ga posesal še, dokler ne bomo mi vsi posesani od nekoga drugega. To so resni problemi, ki bi mogel svet je mehel, sestavili, kot če greš. No, če grem zdaj nazaj na Voyager, pa se jaz postavim na Voyager, recimo, na Voyager sedim, da je nitka iz Zemlje, pa tja do Voyager, pa jaz, naš instrument meri elektrone, pa jaz imam šalcev na sebi, ta šalčka meri, recimo, enostavno. Šalčka meri, koliko se teh elektronov nabere v mojo šalčko, in koliko se jih butne na kvadratni centimeter, ne, to mi moramo zmeriti. Pa še rekel, dalje je manj. No in to merjenje teh elektronov in protonov je tisto, kar je odšlo iz Sonca ven. Mi moramo to vedeti, koliko tega ven bruha in iz tega pravzaprav se da tudi izračunati bolj grobo. Ja. Koliko tega, te materije se izbruha iz Sonca. Hvala, Niko. Jaz bom zdaj sicer malo zaplavil v neko čisto drugo temo, ki smo se jo sicer prej že malce dotaknili, ampak zdaj, ko vas imam tukaj, bi vas to skoraj res mogel vprašati in sicer, kaj si mislite o morebitnem obstoju inteligentnega življenja v vesolju? Zdaj v Ameriki obstaja tudi ta inštitut SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Mislite, da bojo njihova prizadevanja kdaj obrodila sadove? Oziroma, kako verjetno je to? Tako, kot sem že prej rekel, človeštvo ima možnost obstaja 4 milijarde let. To je dolga doba, seveda, ker smo komaj znali pisati nekaj 1000 let nazaj. To je pa zapravo gonilna sila vseh teh eksperimentov od NASA in hvala Bogu, da se moramo zavati Amerike, da je dala toliko denarja in toliko energije, človeške energije in denarja, da se mi sploh s tem ukvarjamo. V bistvu je to, da vsi ljudje, vsake države bi radi videli, a je tam še kaj? A je možnost, da bomo našli nekoga, ki ima inteligenčne stopnjo kot mi? Profesor Sagan, predem je umrl, je isto, se je pravzaprav on to začel. Jaz bom slikal planete za kamerami, zato, ker me zanima, če je kaj gor. To nas vsakega človeka zanima. Ali je možnost, da je tam kaj? Jaz pravim, je. Ne mogoče, da bi v tem rabil bom besedo neskončnem vsemirju, da bi samo mi. V enem sončnem sistemu, ki tam v enem Milky Way stoji in se vrti okrog svoje osi, pa mi smo en tak delček tega sonca, tako mehni, tako nepomembni, sami v temi, to je groza, ne? Ti pomisliš, se pogledaš po noči, v Sibirije si, kaj pa je to? Kaj pa jaz to delam, ne? Se pravi, to nas strašno zanima in ker je pa tih sonc, kot je naše, na milijarde, je to že velika številka. Kaj pa če je 100 milijard, tudi lahko 100 milijard, rečemo lahko kar čmo, ker ne vemo. In so sonca in ta sonca imajo planete. V bistvu te študije, te SETI je, da se pogleda čim več zvezd, a se okrog zvezde vrtijo še kakšni sateliti, planeti, ne? In se jih šteje in se dajo v en vrstni red in potem se bo reklo, tam je pa več, pa tudi, pa tret, pa temperaturo zmeriti tega sonca. Pa bi rekli, tukaj mi smo imeli 9 planetov, zdaj imamo 8, pa zdaj bo kakšen zginil, pa tako naprej. To ne sli stacionarnega na tem svetu. Torej, so možnosti, da na kakšnem od teh sonc obstaja, sonce to so zvezde, mi jih gledamo, te zvezde nekatere so fiktivne, ki so že zginile,
Svetova še vedno prihaja in bo prihajala še 1000 let, možda zvezde sploh ni. Torej, pa tudi recimo tisti planete, ki si mi mislimo, da so okrog te zvezde, kaj pa te zvezde, če ni? Ja. Mi moramo o tem razmišljati in gledati in iskati to možnost, da je kje kaj ne. Ker v koncu mi imamo definirano smrt na Zemlji. Zdaj, daleč je, ampak vsaka reč, vsaka materija ima začetek in konec. In to je religijsko rečeno, vendar je res. Ne moramo drugače, ker mi živimo, umremo, Zemlja bo živela, bo umrla, Sonce je živelo, bo umrlo in tako naprej. In bolj potem, ampak materija pa ne. Vsa ta materija bo šla na eno drugo zvezdo in bomo mi tam zopet preživeli. Čeprav bi rekel, če je moja atomska struktura ista kot vsakega drugega človeka, ki materija kot taka, elektroni, protoni, od kalcija, ogljika, vodika, dusika, vse tole bo ostalo v atomski strukturi, ko bom jaz pokopan. In to naprej živi, zato ne moreš uničiti. Se pravi, rekel filozof rečeno, se res nikoli ne umreš. Filozofsko rečeno, pod narekovajem, ne. No to. Ja. Ni, mislim, ker obstaja pa še drug štos, ne, da pa tudi mi ljudje na Zemlji še nismo bili priča temu, da bi nas pa vesoljci obiskali. Razen, če imate morda vi, kakšen bi nam morda lahko v tem oziru postregli s kakšno ekskluzivno informacijo. To je moje pričanje, da nas bi kakšni vesoljci obiskali, to ni res, ne. Jaz bi to ne verjamem. Vendar, jaz rad berem vse sorte stvari in včasih berem kakšne filozofske stvari in zdaj se ne spominjam avtorja, ampak lahko vam povem, kaj sem čital, kar je zelo zanimivo. Namreč ta Atlantis, ki je bila Atlantida, ja. Atlantida je potopljena tam v Atlantskem oceanu in tako naprej in da je to nastala za to in to. In ti ljudje fantazirajo, da so prišli iz ene zvezde in da so tam pristali in so uničili to in to. To je vse sorte takih filozofij. Jaz bi rekel prej, da je kakšen delček iz Semirja priletel, pa je tam butnil v zemljo in je to razdrl, kot pa, da so neko bitje prišlo, ne. Asteroidi so velika nevarnost. To je pravzaprav nevarnost, ki je veliko večja od tega, da bo konec Zemlje, ko bo Sonca konec, v tem, ne. Asteroidi so strašno veliki kamni, ki okrog grejo tako kot mi, ampak se delčki trgajo in butnejo v zemljo in lahko uničijo vse življenje, ne. No, Američani pravijo, da je tam ravno to Karibsko morje, ta del, kjer je ta ožina, ne. Ta ožina, da je tam priletel asteroid in je uničil vse in je tudi uničil dinozavre, ki so tudi živeli na ameriškem kontinentu. To se pravi, to ima smisel. To je tako, bi rekel, ne. Vedno sem tudi čital eno zanimivo zgodbo o zvezdi Sirius, v Siriji, ne. Japonci pravijo Subaru, ki ima 6 zvezd. Pa vedno nisem koncu sedi dol, ne. In so neko pleme dol v Afriki, ki slavi to zvezdo v Siriji in si rišejo dol na tisti njihov prah, si zarišejo tisto zvezdje, naredijo 6 točk in oni plešejo okrog tega in pravijo, da so njihovi predniki prišli iz zvezde Sirius, ne. Jaz ne morem to resno imati, ne. Ampak lahko, da je pa kdo jim to rekel ali karkoli že, ne. Torej vse sorte,
tele UFOs, Ja, NLP. NLP. ja, kako? Neznani leteči predmeti. Aha, ok, tele UFOs. To se da se razloži. Če bi nekdo prihajal od kje, poslušajte, mi vemo, da bo Voyager potoval 38 let, se pa če nekdo zapustil tisto zvezdo nekje, pa je hotel sem prideti, kako pa ti prišel? Svetlobna hitrost je to 1000 let, recimo, z raketo ne moreš, ki bi te vzelo recimo 40-50 tisoč let, prijel sem, boš pa prišel v bližino zemlje, pa boš rekel, pa boš stran zginil, ne. To je nonsens. Okay. Torej, če bi toliko denarja razkiral, s tako inteligenco, da boš tukaj na zemljo prišel, po 30 tisoč letih, pa ne boš prestal, da te vidijo, to je nonsens, ne. Nonsens, to se lepo sliši, ti se da govoriti, lahko, če se bi se podati tako. Jaz to ne verjamem. V katero smer gre trend raziskovanja vesolja? Zdaj pojavlja se zadnje čase tudi neke civilne iniciative za kolonizacijo Marsa in tako naprej. Koliko blizu tega smo v resnici? Ja, o tem se veliko govori. O tem se veliko govori in o tem mora tudi tako mora naprej iti. Recimo, moj zadnji eksperiment na univerzi, bom že šel malo v oklepaj, ki ga financira ameriška vojska, smo ga ravno končali in bo poletel morda drugo leto. In mi smo šli pogledat v te Valhallove belte, smo rekel, 6000 do 12 km smo šli pogledat to radiacijo. Zdaj, ali se da na kakšen način to radiacijo, ki je tam, elektron se rekel, se zavrti okrog silnice in tam obstane in on tam živi. Se pravi, ali bi se dalo to na kakšen način, rekel, spihniti stran, ko grejo naše rakete z ljudmi mimo, da je ne bi to vplivalo na materijo ali pa na ljudi. Ker končno koncev radiacija vpliva tudi na elektroniko, na materijo, na vse, ne. Se pravi, torej, ena od teh študij, ki še ni bila izstreljena, je ravno to, in mi smo tam doktorirali 5 doktorantov, kako bi ti spravil to žarčenje v tako pozicijo, da bi prileteli po tistih 7 stopinj, sem prej rekel, da bi se zavrteli v kosilnice in zginili, bi jih, bi rekel, zmanjšal na ta način, da bi šli v auroro borealis. Torej, to se, zaradi tega je ta študija, ker se pripravljajo poti za Mars, da bi šli tja, ker mi bomo rabili morda še 100-200 let, da mi bomo ker več razumeli vsemirja in da bi potem od tam, kam šli dalj. Pa tudi to, če bi tam naredili recimo na Marsu, na veliko bazo in na tej bazi bi imeli vse možnosti za izstrelitev rakete za kakšno daljše potovanje. Recimo, koliko časa bi to recimo trajalo, da bi šel, se vem, kakšne 2 leti ven z raketo, ima drugačno raketo, hitreje in to. Eksperimente bo treba delati v vakuumu, v vesolju. In kaj drugo, kot pa na enem takem planetu, kot je Mars. Torej, o tem se govori, o tem je denar, ampak denarja ni zakon reč dosti, ker ga mi ljudje, človeštvo je še toliko butasto, da se bi seboj terede. Namesto, da bi pazili na to lepo zemljo, ki imamo pa iz tega, kaj simbi, ampak mi zapravljamo denar tam brezvezne stvari. Živali ubijajo, ko so lačne. Na tej zemlji se pa streljamo s polnimi želodci. Neumnost. Ja, mogoče še zadnje vprašanje pred vprašanji publike, Peter, ker nas čas že malce priganja. Še skrajšati. Aha. Jednač pa bi pa kar, če ima kdo, vem, da je imel že... Jaz ne bi drznil. Ja, če ima, vem, da je imel že en gospod prej vprašanje iz publike.
A bi vas lahko prosil, da še Ne enkrat slišim. samo v mikrofon poveste. Hvala lepa. V spominu, da ta sonda Pionir 10 je prvi predmet, prva izdelek človekovih rok, ki je zapustil sončni sistem. Morda tudi Pionir 11, ne? Tako da Voyager 1 bi to bil mogoče druga ali tretja sonda, ki je zapustila v sončje, ne? Ja, Pionir je bil prvi, to je jaz. Hvala. Kaj se pa potem s tem, a Pionir je tudi še zdaj, kaj Pa se je potem- umrl je. Aha, je pa umrl. Ja, seveda, ni bilo dovolj energije. Ni kontaktov več. Gospod je vprašal, če ste tam... Omenjali ste, ja. Ne slišim to. Omenjali ste, da ste že pred projektom Voyager delovali na enem drugem Jaz nisem programu. delal na Pionirju. Na Pionirju 10, To je bilo- 11 niste delali. Ne slišim ga. Ja, če ste pri programu Pionir 10 pa 11 tudi sodelovali. Ne. 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 Hvala. Aha, še malce glasbene spremljave. Ja, to pa je lepo. No, tole mislim, da je predvsem namenjeno dr. Antonu Mavretiču, belokranjska glasba. Ne? Če sem pravilno razumel to intervencijo, gre za belokranjsko narodno glasbo. Ne? Pa me bi za konec vprašal predvsem to, kolikokrat se še spomnite na vašo mladost, na vaše začetke, na vašo tisto pokrajino, domovino. Ne? Koliko potem človek po vseh teh letih in toliko po teh, ki jih je opravil kot raziskovalec, ker je, če ne druge, tudi v mislih marsikje potoval, koliko še ostane tega. Ja, jaz sem zelo zaveden Belokranjc. Hodim domov vsako leto, tudi v prejšnjih režimih sem vedno hodil domov z družino. Otroci moje hčerke govorite slovenščino. Jaz sem zelo ponosen na mojo družino. In moram reči, da enkrat sem šel iz Amerike s prehladom in ko sem se pripeljal skozi Zgorjance dol, sem se ozdravil. Čudovito. Matjaž, zdaj pa morda še res zadnja stvar, ki jo pač zmeraj stori. Ja, v najni oddaji gostu na koncu zmeraj postaviva eno in isto vprašanje, odgovori so zelo različni, ampak moram vas tudi vprašati že zaradi te tradicije in sicer, kaj je najboljše v življenju? Najboljše je biti resničen do samega sebe. In to je, da vedno govoriš resnico in da se zavedaš svojih slabosti
da ne pretiravaš to, kar nisi in bodi to, kar si. Najlepša hvala. Jaz bi se vam res lepo zahvalil za sodelovanje in človek bi vas res lahko poslušal še ure in ure, ampak žal moramo končati. Zahvalil bi se tudi publiki in vsem, ki nas z zamikom poslušajo, tako da najlepša hvala in lep večer. Ni za kaj. Hvala vam, dr. Mavretič. Odlično ste bili. Hvala. Hvala lepa. Enkrat mesečno pridejo politične afere. Enkrat mesečno pride mesečni revijalni tisk. Enkrat mesečno pride menstruacija. Enkrat mesečno pride nov mesec. In enkrat mesečno pride Milo rase Vitica, Vitica življenja Mila. Oddaja, kjer neki imamo za vas vse.